Poslušate besedilo knjige Hrepenenje vekov, ki jo je napisala Ellen G. White. Na vrsti je 14. poglavje. Janez Krstnik je oznanjal in krščeval pri Betaniji na drugi strani Jordana. Nedaleč od tega kraja je Bog nekoč ustavil rečni tok za toliko časa, da so Izraelci prestopili njeno strugo. Blizu tega kraja so nebeške vojske zrušile utrjeno Jeriho. Spomin na te dogodke je v tem času oživel in spodbudil živo zanimanje za krstnikovo sporočilo. Ali bo Bog, ki je v preteklih stoletjih delal tako čudovito, zopet razodel svojo moč, da bi osvobodil Izraela? Takšne misli so prežemale srce ljudi, ki so se vsak dan zbirali ob jordanskem obrežju. Janezovo pridiganje je na ljudi naredilo tako globok vtis, da je zahtevalo pozornost verskih veljakov. Rimljani so zaradi nevarnosti vstaje na vsako javno zbiranje gledali z nezaupanjem. Vse, kar je kazalo na ljudsko vstajo, pa je zbujalo strah pri judovskih voditeljih. Janez ni priznal veljave velikega zbora, s tem, da bi ga zaprosil za dovoljenje za svoje delo. Karal je voditelje in ljudstvo, farizeje in saduceje. Ljudstvo pa je kljub temu navdušeno hodilo za njim. Kazalo je, da zanimanje za njegovo delo stalno narašča. Čeprav se ni uklonil velikemu zboru, je ta menil, da je kot javni učitelj pod njegovo pristojnostjo. Veliki zbor so sestavljali člani, izvoljeni izmed duhovnikov, najvišjih voditeljev in narodnih učiteljev. Navadno mu je predsedoval veliki duhovnik. Vsi člani tega zbora so morali biti možje zrelejših let, vendar ne stari. Učeni, vendar dobro podkovani ne samo v judovski veri in zgodovini, temveč tudi v splošnem znanju. Niso smeli imeti telesnih hib, morali so biti poročeni in očetje, da bi bili bolj človeški in premišljeni kakor drugi. Shajali so se v prostoru, ki je bil povezan z Jeruzalemskim templjem. Med judovsko neodvisnostjo je veliki zbor svojo posvetno in versko oblastjo veljal za najvišje ljudsko sodišče. Čeprav je bil sedaj podrejen rimskim upraviteljem, je še vedno imel velik vpliv v meščanskih in verskih zadevah. Veliki zbor torej ni mogel odlašati preiskovanja Janezovega dela. Nekateri so se spominjali razodetja, ki je bilo dano Zahariju v templju, in njegovega prerokovanja, ki je merilo na njegovega otroka kot Mesijevega znanilca. V nemirih in spremembah zadnjih 30 let so bile te napovedi skorajda pozabljene. Sedaj pa so se jih zopet spomnili zaradi vznemirjenja, ki ga je povzročilo Janezovo delo. Izrael že dolgo ni imel preroka, že dolgo niso bili priče takšni prenovi, kakršna se je dogajala sedaj. Zahteva po priznanju greha je bila videti nova in vznemirjajoča. Mnogi izmed vodij niso hoteli iti poslušati Janezovih vabil in obtožb, ker bi bile tako razkrite skrivnosti njihovega življenja. Vendar je bilo njegovo oznanjevanje neposredna napoved Mesija. Dobro je bilo znano, da bo 70 tednov iz Danijelovega prerokovanja, v katerih je bil zajet tudi Mesijev prihod, kmalu minilo. Vsak je želel prispevati svoj delež v tej dobi narodove slave, ki so jo takrat pričakovali. Navdušenje ljudstva je bilo tako veliko, da je bil veliki zbor prisiljen Janezovo delo priznati ali pa zavreči. Njihov vpliv na ljudstvo se je že majal. Pojavilo se je resno vprašanje, kako naj ohranijo svoj položaj. Z upanjem, da bodo prišli do kakšne rešitve, so poslali odposlanstvo duhovnikov in levitov, da bi se posvetovali z novim učiteljem. Zbrana množica je poslušala njegove besede, ko so se poslanci približali.
Ošabni rabini so načrtno prišli z oblastno držo, da bi naredili vtis na ljudstvo in izsilili prerokovo popustljivost. S kretnjami spoštovanja, skorajda strahu, se je množica odprla, da bi jim omogočila prehod. Pomembni možje v svojih razkošnih oblačilih, ponosni na svoj položaj in moč, so stopili pred preroka iz puščave. Kdo si ti? So ga vprašali. Janez je vedel, kaj imajo v mislih, zato jim je odgovoril: Jaz nisem Mesija. Kaj torej si? Ali si mar Elija? Nisem. Ali si prerok? Ne. Kdo si, da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali? Kaj praviš sam o sebi? Jaz sem glas vpijočega v puščavi. Zravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel prerok Izaija. Besedilo, na katero se je Janez sklical, je bilo čudovito Izaijevo prerokovanje. To lažite, moje ljudstvo, govori vaš Bog. Govorite Jeruzalemu na srce in mu kličite, da je dopolnjena njegova vojna služba, da je poravnana njegova krivica. Glas vpijočega v puščavi: Pripravljajte pot Gospodu, ravnajte v pustini cesto našemu Bogu. Vsaka dolina naj se dvigne in vsako goro in vsak grič znižajte, in kar je krivega naj se poravna in hribasto bodi ravnina. In razodene se Gospodova slava in vse v mesto v kup jo bo videlo, kajti Gospodova usta so govorila. Kadar je v starih časih kralj potoval skozi odročne predele kraljestva, je bila pred njegovo kraljevsko kočijo poslana skupina mož poravnati neravno pot, da bi kralj lahko potoval varno in neovirano. Prerok je uporabil to navado, da bi ponazoril delo evangelija. Vsaka dolina naj se vzdigne in vsak hrib in grič naj se poniža. Kadar se Božji duh s svojo čudovito prebujajočo močjo dotakne duše, poniža človeški napuh. Posvetna zadovoljstva, položaj in človeška čast postanejo brezvredni. Podiramo razmisleke in vsakršno visokost, ki se dviga proti spoznanju Boga, in vsako misel podvržemo poslušnosti Kristusu. Potem sta ponižnost in požrtvovalna ljubezen, ki sta pri ljudeh tako malo cenjeni, povišani kot edini vrednoti. To je delo evangelija, katerega del je bilo Janezovo sporočilo. Rabini so spraševali dalje: Zakaj torej krščuješ, če nisi Kristus, ne Elija, ne prerok? Beseda prerok se je nanašala na Mojzesa. Ljudje so se nagibali k mnenju, da bo Mojzes vstal od mrtvih in vzet v nebesa. Niso vedeli, da je že zdavnaj vstal od mrtvih. Ko je Janez Krstnik nastopil svojo službo, so mnogi menili, da bi utegnil biti od mrtvih vstali Mojzes, ker je kazalo, da temeljito pozna prerokovanja in Izraelovo zgodovino. Menili so tudi, da se bo pred Mesijevim prihodom Elija pojavil osebno. To pričakovanje je Janez zanikal, toda njegove besede so imele veliko globlji pomen. Jezus je pozneje, misleč na Janeza, rekel: On pa je, če hočete to sprejeti, Elija, ki mora priti. Janez je prišel v Elijevi moči in duhu opraviti delo, kakršno je opravil Elija. Če bi ga Judje sprejeli, bi ga opravil zanje. Toda niso sprejeli njegovega sporočila. Zanje ni bil Elija. Ni mogel zanje opraviti poslanstva, ki ga je prišel izpolniti. Mnogi od zbranih ob Jordanu so bili navzoči pri Jezusovem krstu, ampak tam dano znamenje so videli samo nekateri. V minulih mesecih službe Janeza Krstnika mnogi niso hoteli sprejeti vabila k spokorjenju. Zato je njihovo srce zakrknilo, njihovo razumevanje pa potemnelo.
Ko so nebesa ob Jezusovem krstu pričala zanj, tega niso zaznali. Oči, ki se nikoli niso s popolnim zaupanjem zazrle v nevidnega, niso videle razodetja Božje slave. Ušesa, ki nikoli niso poslušala njegovega glasu, niso slišala besed pričevanja. Tako je tudi danes. Na ljudskih zborovanjih se mnogokrat razodene navzočnost Kristusa in angelov, vendar mnogi ne spoznajo tega. Ne opazijo ničesar nenavadnega. Toda nekaterim je zveličarjeva navzočnost razodeta. Mir in veselje poživita njihovo srce. So potolaženi, opogumljeni in blagoslovljeni. Odposlanci iz Jeruzalema so Janeza vprašali: zakaj torej krščuješ? In čakali na odgovor. Njegov pogled je nenadoma prešinil množico. Njegove oči so zažarele, njegov obraz se je razsvetlil, vse njegovo bitje pa je vztrepetalo globoko ganjeno. Z iztegnjenimi rokami je vzkliknil: jaz krščujem z vodo. Sredi med vami pa stoji on, ki ga vi ne poznate, ta, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovega obuvala. Sporočilo, ki so ga morali prenesti velikemu zboru, je bilo jasno in nedvosmiselno. Janezove besede se niso mogle nanašati na nikogar drugega, kakor na že dolgo obljubljenega. Mesija je bil med njimi. Voditelji in duhovniki so se osupli ozirali okrog sebe in upali, da bodo zagledali njega, o katerem je govoril Janez. Vendar ga v veliki množici niso mogli prepoznati. Ko je pri Jezusovem krstu Janez pokazal nanj kot na Božje jagnje, je nova luč osvetlila Mesijevo delo. Prerokove misli so bile usmerjene na Izajijeve besede, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol. V naslednjih tednih je Janez z novim zanimanjem proučeval prerokovanja in nauke o daritvah. Ni jasno razlikoval dveh stopenj Kristusovega dela, kot trpeče daritve in kot zmagoslavnega kralja. Toda dojel je, da ima njegov prihod globlji pomen, kakor so menili duhovniki in ljudstvo. Ko je zagledal Jezusa med množico po njegovi vrnitvi iz puščave, je zanesljivo pričakoval, da bo ljudstvu dal kakšno znamenje o svojem pravem položaju. Skoraj nestrpno je čakal, da bo slišal, kako bo zveličar razglasil svoje poslanstvo, toda on ni rekel ničesar in ni dal nikakršnega znamenja. Jezus ni odgovoril na Janezovo oznanilo, temveč se je pomešal med Janezove učence, ne da bi dal vidnega dokaza za svoje posebno delo in ni ukrenil ničesar, da bi opozoril nase. Naslednji dan je Janez zagledal Jezusa prihajati k njemu. V luči Božje slave, ki je počivala na njem, je prerok iztegnil roke in vzkliknil: glejte, Božje jagnje, ki odvzema greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: za menoj pride mož, ki je pred menoj. In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in krščujem v vodi, da se on razodene Izraelu. Videl sem duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal. Tisti, ki me je poslal krščevati v vodi, mi je rekel: na kogar boš videl prihajati duha in ostati nad njim, tisti krščuje v svetem duhu. In videl sem in pričujem, da je ta Božji sin. Ali je to Kristus? Ljudstvo je z globokim spoštovanjem in začudenjem opazovalo njega, ki je bil pravkar razglašen za Božjega sina. Janezove besede so naredile nanje globok vtis. Govoril jim je v Božjem imenu. Iz dneva v dan so ga poslušali, ko je grajal njihove grehe, in vsak dan se je krepilo njihovo prepričanje, da je bil poslan iz nebes. Toda kdo je ta, ki je večji od Janeza Krstnika?
Njegova obleka in drža nista vsebovali ničesar, kar bi naznanilo njegovo dostojanstvo. Videti je bil preprost človek, oblečen v skromna oblačila revnih. Med množico so bili nekateri, ki so pri Kristusovem krstu videli božansko slavo in slišali Božji glas. Ampak od takrat se je zveličarjev videz močno spremenil. Pri krstu je bil njegov obraz spremenjen zaradi nebeške svetlobe. Sedaj ga je bledega, izčrpanega in shujšenega prepoznal le prerok Janez. Toda, ko ga je ljudstvo opazovalo, je videlo obraz, na katerem je bilo božansko usmiljenje združeno z zavestjo o oblasti. Vsak pogled, vsaka poteza obraza je razodevala ponižnost in brezmejno ljubezen. Kazalo je, da ga obdaja ozračje duhovne moči. Medtem ko je bila njegova drža plemenita in nevsiljiva, so ljudje v njem zaznali prikrito moč, ki vendar ni mogla ostati popolnoma skrita. Ali je bil to obljubljeni, ki ga je Izrael tako dolgo čakal? Jezus je prišel reven in ponižen, da bi lahko bil naš zgled in odrešenik. Kako bi lahko učil o ponižnosti, ko bi se bil pojavil v kraljevskem sijaju? Kako bi lahko podajal tako predirljive resnice, kakršne je podal na gori Blagrov? Kaj naj bi bilo z upanjem skromnih, ko bi bil Jezus prišel prebivati med ljudi kakor kralj? Množicam pa se je zdelo nemogoče, da bi ta, ki ga je Janez označil, imel kaj opraviti z njihovimi veličastnimi pričakovanji. Zato so bili mnogi razočarani in zelo zmedeni. Besede, ki bi jih bili duhovniki in rabini tako radi slišali, da bo Jezus sedaj znova vzpostavil Izraelovo kraljestvo, so ostale neizgovorjene. Na takega kralja so čakali in se ozirali po njem, takšnega kralja bi bili pripravljeni sprejeti. Toda tega, ki je želel ustanoviti kraljestvo pravičnosti in miru v njihovih srcih, niso hoteli sprejeti. Janez je naslednji dan, medtem ko sta ob njem stala dva njegova učenca, znova videl Jezusa med ljudstvom. Prerokov obraz je bil zopet ozarjen s slavo nevidnega, ko je vzkliknil: "Glejte, Božje jagnje!" Te besede so pretresle srce učencev. Nista jih popolnoma razumela. Kaj neki pomeni ime, ki mu je dal Janez, Božje jagnje? Janez tega ni pojasnil. Učenca sta zapustila Janeza in šla iskat Jezusa. Eden teh je bil Andrej, Simonov brat, drugi je bil evangelist Janez. Postala sta prva Kristusova učenca. Gnana z neustavljivo močjo sta mu sledila, želela sta se z njim pogovoriti, vendar sta v globokem spoštovanju molčala, zatopljena v premišljevanje o velikanskem pomenu besed, ali je ta Mesija. Jezus je vedel, da učenca gresta za njim. Bila sta prva sadova njegove službe, zato se je srce božanskega učitelja veselilo, ker sta se odzvala njegovi milosti. Vendar se je obrnil in vprašal, kaj iščeta. Hotel jima je dati možnost, da se vrneta ali povesta svojo željo. Učenca sta se zavedala samo enega cilja. Njegova navzočnost je prežemala njune misli. Zato sta vzkliknila: "Rabi, kje stanuješ?" V kratkem pogovoru na poti nista mogla dobiti tega, po čemer sta hrepenela. Želela sta biti z Jezusom na samem, sedeti pri njegovih nogah in poslušati njegove besede. Jezus jima je rekel: "Pridita in bosta videla." Šla sta torej in videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. Ko bi Andrej in Janez gojila takšnega duha nevere, kakor duhovniki in voditelji, ne bi sedela kot učenca pri Jezusovih nogah. Približala bi se mu kot presojevalca, da bi sodila njegove besede.
tako mnogi zapirajo vrata pred najdragocenejšimi priložnostmi. Ta prva Kristusova učenca pa nista ravnala tako. Odzvala sta se vabilo Svetega Duha v pridigi Janeza Krstnika. Sedaj pa sta prepoznala tudi glas nebeškega učitelja. Za njiju so bile Jezusove besede polne svežine, resnice in lepote. Božanska luč je razsvetlila nauke starozaveznih spisov. Različne razsežnosti resnice so se pojavile v popolnoma novi luči. Skrušenost, vera in ljubezen usposobijo dušo za sprejem nebeške modrosti. Vera, ki deluje po ljubezni, je ključ spoznanja in vsak, kdor ljubi, pozna Boga. Učenec Janez je bil mož iskrenih in globokih čustev, goreč, vendar premišljen. Začel je zaznavati Kristusovo slavo, ne posvetni sijaj in oblast, kar so ga učili, naj se nadeja, marveč slavo kakor edinorojenega od očeta, polno milosti in resnice. Popolnoma je bil zatopljen v premišljevanje o tem čudovitem spoznanju. Andrej je želel s kom podeliti veselje, ki je napolnilo njegovo srce. Poiskal je svojega brata Simona in mu povedal: našli smo Mesija. Simon ni čakal drugega vabila. Tudi on je poslušal pridigo Janeza Krstnika, zato je pohitel k zveličarju. Kristusov pogled je počival na njem, medtem ko je bral njegov značaj in življenjepis. Njegova nagla narava, njegovo ljubeče in sočutno srce, njegova častihlepnost in samozaupanje, njegov padec, njegovo spokorjenje, njegovo delo in mučeniška smrt. Vse to je zveličar bral in dejal: ti si Simon, Jonov sin, ti se boš imenoval Kefa, kar se tolmači Peter, dobesedno po grškem kamen. Naslednji dan je Jezus hotel oditi v Galilejo. Našel je Filipa in mu rekel: hodi za menoj. Filip je ubogal ukaz in takoj postal Kristusov delavec. Filip je poklical Natanaela. Ta je bil med množico, ko je Janez Jezusa imenoval Božje jagnje. Ko je Natanael zagledal Jezusa, je bil razočaran. Ali bi ta mož, na komer so se videla znamenja težaškega dela in revščine, lahko bil Mesija? Vendar pa se Natanael ni mogel odločiti zavreči Jezusa, kajti Janezovo sporočilo je prepričalo njegovo srce. Ko ga je Filip iskal, se je bil umaknil v neki tihi gaj premišljevati o Janezovem sporočilu in prerokovanjih o Mesiju. V molitvi je prosil, da bi lahko spoznal, ali je ta, ki ga je Janez oznanjal, osvoboditelj. In Sveti Duh je počival na njem in ga prepričal, da je Bog obiskal svoje ljudstvo in mu vzdignil rok zveličanja. Filip je vedel, da njegov prijatelj preiskuje prerokovanja. Našel je Natanaelovo skrivališče prav tedaj, ko je molil pod smokvo. Pogosto sta skupaj molila na tem odmaknjenem kraju, ki ga je skrivalo listje. Sporočilo: našli smo njega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki, se je Natanaelu zdelo kot neposreden odgovor na njegovo molitev. Toda Filipova vera je še omahovala. Z rahlim dvomom je dodal: Jezusa iz Nazareta, Jožefovega sina. V Natanaelovem srcu se je znova prebudil predsodek. Vzkliknil je: ali more iz Nazareta priti kaj dobrega? Filip se ni spustil v razpravo. Dejal je: pridi in poglej. Jezus je videl, da Natanael prihaja k njemu in rekel zanj: poglejte, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače. Natanael je presenečen vzkliknil: od kod me poznaš? Jezus odgovori in mu reče: preden te je poklical Filip, ko si bil pod smokvo, sem te videl.
To je zadoščalo. Božji duh, ki je Natanaelu podal dokaz v njegovi molitvi na samem podsmokvu, mu je sedaj govoril po Jezusovih besedah. Natanael je prišel k Kristusu, čeprav še ne popolnoma brez predsodkov in dvomov, a vendar z iskreno željo po resnici, in sedaj je bila njegova želja potešena. Njegova vera je celo presegla vero njega, kateri ga je pripeljal k Kristusu. Odgovoril je: Rabi, ti si Božji sin, ti si Izraelov kralj. Če bi se bil Natanael zanašal na navodila rabinov, nikoli ne bi našel Jezusa. Njegov učenec je postal po svojem spoznanju in presoji. Tako tudi danes mnoge predsodki zadržujejo, da bi sprejeli dobro. Kako drugačen bi bil izid, če bi prišli in videli. Nihče ne bo dosegel zveličavnega spoznanja resnice, če se bo zanašal na vodstvo človeške veljave. Kakor Natanael moramo sami preiskovati Božjo besedo in prositi za razsvetljenje Svetega Duha. On, ki je videl Natanaela pod smokvo, bo videl tudi nas, ko bomo molili na skrivnem. Angeli iz sveta luči so blizu njim, ki ponižno iščejo Božje vodstvo. S poklicanjem Janeza, Andreja, Simona, Filipa in Natanaela se je začela ustanavljati krščanska cerkev. Janez Krstnik je dva izmed svojih učencev napotil k Kristusu. Eden od njiju, Andrej, je našel svojega brata in ga poklical k zveličarju. Potem je bil poklican Filip, ta pa je poiskal Natanaela. Ti primeri bi nas morali poučiti o pomembnosti osebnega prizadevanja za naše sorodnike, prijatelje in sosede. Veliko jih je, ki vse življenje trdijo, da poznajo Kristusa, vendar se še nikoli niso osebno potrudili pripeljati zveličarju vsaj enega človeka. Vse delo prepustijo pridigarju. Ta je lahko dobro usposobljen za svoje delo. To, da ne more narediti tega, kar je Bog naložil vernikom svoje cerkve. Mnogi potrebujejo službo ljubečih krščanskih src. Marsikdo je propadel, lahko pa bi bil rešen, če bi se njegovi sosedje, čisto navadni ljudje, osebno potrudili zanj. Mnogi čakajo na to, da jih osebno ogovorimo. V sami družini, v soseščini in v kraju, kjer živimo, je za nas kot Kristusove misionarje veliko dela. Če smo kristjani, nam bo to delo v veselje. Takoj, ko se kdo spreobrne, se v njem rodi želja, da bi drugim povedal, kako dragocenega prijatelja je našel v Jezusu. Zveličavna in posvečujoča resnica ne more ostati zaprta v srcu. Vsi, ki so Bogu posvečeni, bodo prenosniki luči. Bog jih naredi za svoje predstavnike, da druge seznanijo z bogastvom njegove milosti. Njegova obljuba se glasi: Storim nje in kar je okoli mojega hriba v blagoslov in dam, da bo dež prihajal ob svojem času, dež blagoslova bo. Filip je rekel Natanaelu: Pridi in poglej. Od njega ni zahteval, da sprejme tuje pričevanje, temveč da sam vidi Kristusa. Po Jezusovem odhodu v nebesa so njegovi sledilci, njegovi odposlanci med ljudmi. Eden izmed najučinkovitejših načinov za pridobivanje ljudi zanj pa je ponazoriti njegov značaj s svojim vsakdanjim življenjem. Naš vpliv na druge ni toliko odvisen od tega, kar rečemo, kakor od tega, kar smo. Ljudje lahko nasprotujejo in kljubujejo našemu dokazovanju, lahko se upirajo našim vabilom. To, da življenje nesebične ljubezni je dokaz, ki ga ne morejo zanikati. Dosledno življenje, ki ga označuje Kristusova krotkost, pomeni moč v tem svetu. Jezusov nauk je bil izraz globokega prepričanja in izkušnje, in ti, ki se učijo od njega, bodo učitelji po nebeških načelih.
Božja beseda, ki jo oznanja človek, kateri je sam posvečen po njej, ima življenjsko moč, ki poslušalce priteguje in jih prepriča, da gre za živo resničnost. Kdor je resnico sprejel z ljubeznijo, bo to razodeval s prepričljivostjo svojega vedenja in z barvo svojega govora. Oznanja to, kar je slišal in videl, ter otipal o besedi življenja, da bi še drugi lahko imeli občestvo z njim po spoznanju Kristusa. Njegovo pričevanje, ki prihaja z ustnic, ki se jih je dotaknilo živo oglje z oltarja, je resnica za dovzetno srce in posvečuje značaj. Kdor si prizadeva drugim prinesti luč, bo tudi sam blagoslovljen. Dež blagoslova bo. Kdor napaja, bo tudi sam napojen. Bog bi lahko svoj cilj rešitve grešnikov dosegel brez naše pomoči. Ampak da bi si lahko razvili značaj, ki je podoben Kristusovemu, moramo sodelovati v njegovem delu. Da bi imeli delež v njegovi radosti videti ljudi rešene po njegovi daritvi, moramo imeti delež v njegovem delu za njihovo odrešitev. Natanaelovo prvo mogočno, resno in iskreno izražanje vere je zvenelo kakor glasba v Jezusovih ušesih. Zato mu je odgovoril: ker sem ti dejal, da sem te videl pod smokvo, veruješ. Videl boš večje reči kakor to. Zveličar je z veseljem gledal naprej na svoje delo oznanjanja dobre novice krotkim, obvezovanja strtih src in razglašanja svobode satanovim jetnikom. Ko je razmišljal o dragocenih blagoslovih, ki jih je prinesel ljudem, je pristavil: resnično, resnično vam pravim. Videli boste odprta nebesa in Božje angele stopati gor in dol do Sina človekovega. Kristus je s tem pravzaprav rekel: ob jordanskem obrežju so se odprla nebesa in Sveti Duh je prišel name v podobi goloba. Ta prizor je potrdil, da sem Božji sin. Če verujete, da sem to, bo vaša vera poživljena. Videli boste, da so nebesa odprta in se nikoli več ne bodo zaprla. Jaz sem jih odprl za vas. Božji angeli se vzpenjajo in odnašajo očetu molitve trpečih in zatiranih in se spuščajo, da bi prinesli človeškim otrokom blagoslov in upanje, pogum, pomoč in življenje. Božji angeli stalno potujejo med zemljo in nebesi. Kristusovi čudeži za bolne in trpeče so bili narejeni z Božjo močjo po službi angelov. Vsak blagoslov pride od Boga k nam po Kristusu s službo nebeških poslancev. Ko je naš zveličar vzel nase človeško naravo, je zedinil svoje koristi s koristmi padlih Adamovih otrok, s svojo božansko naravo pa se je oprijel Božjega prestola. Tako je Kristus posrednik za zvezo ljudi z Bogom in Boga z ljudmi.